predstavitvi publikacij. Bom pa jaz to malo prevzel kot urednik zbirke. Torej, začeli bomo z mojo predstavitvijo publikacij iz zgodovine 20. stoletja, ki so bile objavljene v zbirki Historija v zadnjih nekaj letih. Zbirka Historija začetek je znanstvena zbirka, ki je izdajal Oddelek za zgodovino Filozofske univerze v Ljubljani. Jaz mislim, da bo zdaj že nekih 30 let, kar vsega skupaj ta zbirka funkcionira. Od leta 2020 smo izdali 13-14, nekatere so ne v povoju, ampak recimo se povoj že razvija, tako da že so v bistvu že v fazi, da bo pravzaprav čez mesec boste še zadnja dva zvezka v letošnji seriji izdajanja publikacij. Danes bom predstavil nekaj publikacij, ki so išle v zadnjih, torej od leta 2020 dalje. Začeli bomo z eno publikacijo, ki je nastala v sodelovanju, oziroma ki smo izdali skupaj z Oddelkom za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu, kot rezultat v bistvu znanstvenega simpozija ob 70-letnici spora oziroma Informbegoja, torej zato tudi naslov knjige Tito, Stalin, Split, pa seveda treba Split dati v angleščini. Dalo bi se tudi lepo po naše razumeti, kaj je Split, ampak tukaj ni mišljeno dalmatinsko mesto. Gre za zbornik, v katerem so različni avtorji, torej skupaj smo Slovenci pa Hrvati, kot organizatorji, kot tudi priznani zgodovinarji iz Evrope in Amerike, ki se ukvarjajo z Jugoslavijo, specialno z vprašanjem socialistične Jugoslavije, torej debata o različnih vidikih problema, ki ga je povzročil, oziroma posledice, ki so bile povzročene z tem razkolom med Titom in Stalinom. Ne na personalni ravni, čeprav naslov govori o personalnem razkolu, sklepa se z naslovom, pa seveda gre pa za širši kontekst tega dogajanja. Na to zdaj pa sledi serija knjig. Kot vidite, imam 300 jav, pa je premalo za vse te zvezke, ki zdaj sledijo, ki jih bom predstavil. Gre za zvezke, ki smo izdali v okviru raziskovalnega projekta Okupacijske meje, kjer smo izdali, mislim, da jih je 9 skupaj knjig, ki so različno zgrajene, pri čemer pri dveh pravzaprav gre za podvajanje, da bom na koncu pojasnil, kakšno podvajanje bo mišljeno. Prvi je zbornik Okupacijske meje, kjer smo različni avtorji predstavili seveda v skrajšeni obliki problematiko okupacijskih mej v določenem regionalnem okolju, od splošnega vpogleda pa seveda potem različne regionalne problematike, kot smo Idrija, pa Žirovsko, pa Bela krajina, pa Dolenjska, Prekmurje, Ljubljana z okolico, množica nima zavesti. Ljubljana je bila obmejno mesto, kar je seveda unikatna stvar. Vsi vemo o žici okoli, ne pa da je bila za to žica še ena druga žica, ki je bila pa državna meja. Na to pa sledijo, kot rečeno, malo bolj razdelane širše zgodbe iz različnih okolij, začenši recimo z tole knjigo o Obsotelju, torej južni meji Rajka, kot sta kolega naslovila knjigo, torej o tej problematiki okupacijske meje na skrajnem južnem robu Rajka, torej Obsotli, delno tudi Sava, torej tista špica, kjer se Sotla steka v Savo. Eden od rezultatov, nimam zdaj seveda vseh kart, za vsako knjigo imam samo en slajd, ni potrebe kaj več, ampak eden od rezultatov ugotovitev je recimo, da je bilo v času Tretjega rajha več mejnih prehodov med NDH in Nemčijo, kot je bilo kasneje med Slovenijo in Hrvaško, recimo po letu 1991. Po letu 1991 je bilo mnogo več zaprtih, čeprav so predtem obstajali, torej tudi za malo obmejni promet, pa ne samo tam problemi, so bili tudi Beli krajini v tem kontekstu, tako da gre za
širše zanimivo zgodbo. Seveda, ta zgodba tukaj vključuje še en vidik, ki se sicer neposredno ne dotika meje kot take, ampak življenja znotraj zamejenega prostora, pa ja, namreč v poklicevanje tamkajšnjega domačega prebivalstva v nemško vojsko. Torej, tudi te stvari so vključene. Pri vseh teh knjigah je veliko v bistvu zgodb, zgodb preprosto rečeno, iz okolja, kako so prebivalci doživljali mejo, kako je ta meja na njih vplivala, na vsakdanje življenje. Nenazadnje je lahko mnogo koga ta meja stala tudi življenja, kot je recimo opisano tudi v tej knjigi, kako je nekdo čez mejo hodil v vas, po domače povedano, pa so ga Nemci malo opazili, da ima tam en rov in so mu potem nastavili in je 2 dni umiral. Naslednja je recimo o Beli krajini, o okupacijskih mejah v Beli krajini, pri čemer gre tukaj seveda zdaj drugo mejo, da smo imeli Nemčija, NDH, imamo Italija, NDH, zopet najrazličnejši dokumenti, zgodbe o ljudi, ki to doživljajo, med drugim recimo internacije, pa imamo tukaj en primerek, kje smo zdaj bili, ne bi pa oglasno, lump, ne, povečal je, za moment, da ga nazaj umirimo, ki smo bili, na temle, da imamo zdaj vse. Torej, dotikati se ne smem, moram se na pravem mestu dotakniti. Torej, v Škofijskem arhivu ljubljanske škofije hranijo 1200 takih kartončkov, na katerim je zapisano podatek o osebi, ki je umrl v italijanskih koncentracijskih taboriščih, ki jih je Berlusconi sicer označil za izletniške točke, med drugim recimo. Recimo, Čemas Franc je umrl, dobro, jaz sem zdaj tukaj vzrok smrti, seveda prekril zaradi, ampak v glavnem gre izhiranost, pa različne bolezni. Torej, ta podatek je urad ali pa poveljstvo iz taborišča poslalo v ljubljanski škofiji, škofija župniku in župnik je to pri maši prebral. In ko je ena od žensk to slišala, se je onesvestila, namreč umrla sta, mislim, da sin pa svak, recimo. Ali recimo drug vidik, kako vojna funkcionira na nenavadne načine lahko. Tole zgoraj desno so 3 spričevala moje tete, ki so vsa podpisana iz iste osebe. Ista oseba je upravitelj šole. Prvi dokument je, vidite, da morda se da videti, je v italijanščini. Torej je šola v času, torej pod italijansko okupacijo še. Sredina je svobodno ozemlje. Ta zadnji je pa iz junija 45, je pa DFJ. Ravnatelj je več čas isti, učenec je več čas isti, ocene so tudi bolj ali manj več čas iste. Tako da, kako v bistvu funkcionira vojna lahko na najrazličnejše načine. Med drugim v Beli krajini smo našli tudi množico različnih dokumentov, oziroma za Belo krajino, recimo o utrjevanju naselij. Pri čemer je šlo lahko za čist banalno, da so pač tam en bunker zgradili okoli nekih hiš, ki so jih seveda izpraznili, lahko pa seveda tudi za fortificiranje. Večano so dote kakšne večje stavbe v kraju, kakšna šola, župnišče, ki je bilo zopet kakšna velika stavba, kjer so pač potem Italijani se utrdili. Sploh seveda gre za kakšne večje kraje, ker iz manjših so se precej hitro umaknili, vemo, pač spomladi 42. In pa od meje, od Kolpe je ostalo. Čeprav Kolpo pa recimo niso fortificirali. Recimo, kot so to Nemci svoje meje proti zaveznikom sicer fortificirali. Tole je spet en drug vidik, ki ni lokalni, torej o razkoseni Sloveniji, Slovenija razkosena Slovenija, gre za publikacijo, kjer so različni vidiki
pravno-formalnih in podobnih vprašanj v zvezi z delitvami slovenskega ozemlja. Segajo pa stvari tudi v preteklost, torej kako so bile različne zamejevanja v slovenskem prostoru videti v preteklosti in seveda potem jasno glavnina pa vezana na drugo svetovno vojno o pravno-formalnem ustroju meje proti vseh 4 okupacijskih sil Nemčije, Italije, Madžarske in Hrvaške. Med drugim vidite, smo lazili tudi visoko po hribih, tole je na šipni glavi tale slika. Zanimiva situacija je obmejni trikotnik, pravzaprav gre za del ozemlja, ki je bil del tega trikotnika je ozemlje, ki je bilo za napadsko mejo, že pred vojno. Del je ozemlje, ki je postalo okupacijska cona Italijanov, torej Rivalska pokrajina, del je pa, ki so ga zasedli Nemci, torej govorimo o prostoru Žirovske kotline, Idrije, ta del smo zajeli v eno od posebnih knjig. Tista stvar tam zgoraj je ena plošča na eni kmetiji, sem se potem spomnil, ko sem ta PowerPoint delal, mogoče ne bo slabo muzealce malo pozoriti, pejte tisto ploščo iskati, da ne bo šlo v malo vse skupaj. Namreč to je zdaj v enem seniku, za en oken zabit, se vidi, da je to v bistvu zadaj, malo prodira svetloba, vidite, da gre za neko zaprtje, neka luknja. To je v bistvu plošča, oznaka, ki je bila med obema mejnima, na meji med obema državama, torej med Nemčijo in pa med Italijo, v okolici Gradca. Kmet se je pa razburjal in so mu uspeli to mejo, ki bi sicer še mogla deliti, kmetija stane na eni strani, zemljiško gospodarstvo postopke pa na drugi strani meje, da so šli le okoli, ker se ne moreš funkcionirati na ta način. Tole je knjiga o dolenskih, okupacijskih mejah na Dolenskem. Mogoče bi upozoren na tale zemljevid. Ta zemljevid prikazuje stanje pred definitivnim postavitvijo meje, namreč gre za provizorično stanje od aprila do junija 1941, ko v bistvu Nemci, ne glede na to, kakšne so bila že prej dogovorjena določila o meji, pravzaprav vojaško zasedajo še del ozemlja, ki je potem v bistvu bil del Italije. Torej, malo zahodno vzhodno od Novega mesta so že bili Nemci, torej tam, kjer je danes tovarna Krka v Novem mestu, tisto je že Nemčija, tako blizu centra, čeprav so bili pravzaprav od začetka jasno, najprej so imeli Nemci tudi zasedli Novo mesto, tudi župana postavlja, nekdo se je razglasil, na Sograt se razglasil za župana, ampak so potem to Italijani pač le pridobili nazaj. Do drugih takih cukr zgodb, Italijani, zgodilo se je, da so Nemcem postavili, tako kot ženinu pa nevestu postavili, eno desko, potem so pa v bistvu pa Italijani prišli, so hoteli imeti tako desko tudi za njih, pa niso dali. Torej Nemci so naredili napis, Italijanom pa ne. Delno, zdaj, zakaj tukaj malo tele privlačnosti Nemčije? Ljudje so delali v Nemčiji in izkušnje so imeli z relativnim socialnim zglednim ustrojem, nasproti Italiji, ki je mnogo bolj konfuzna, pa seveda Italijane zaradi Primorske tudi niso preveč čisla. Tule je treba opozoriti še na 4 vasi, ki so jih zasedla NDH. NDH je dobila v svojo posest tam 4 vasi v Brešiškem kotu, pa en pas ozemlja v Halozah, kjer pa ni bilo vasi, tam tudi tam kakšna hiša je bila, ne pa kontinuirano naseljene. No, to je pa recimo še en primer, tudi Novo mesto je bilo obžičeno, celo zdajle, danes smo 20. Danes teden bodo imeli v Novem mestu pohod. V Ljubljani je na dan zmage, 9. oziroma ono soboto, pohod ob žici, Novo mesto ga ima pa 27. aprila, tudi pohod ob žici, ki je tudi obkrožala, skoraj strnjeno obkrožala mesto. Tole je knjiga, ki govori o problematiki okupacijskih mej v Prekmurju. Naslov je simptomatičen in pove točno to, kar sem prej rekel, da je kmet malo signalov, pa so šli mimo, tu pa ne. V bistvu, ker je bila med
domačijo, pa med gospodarskimi poslopji je bil tek potok in so me postavili na potok. Je zdaj bilo vsak na eni strani, ne? Zato je hlev je bil v Nemčiji, ne? Gre pa za prostor enih parih vasi na Severnem Goričkem, Fikšinci, pa še Ocinje, pa še dve vasi, Kramarovci pa Sernico, kjer je bilo malo več nemškega prebivalstva. To so priključili v bistvu k občini, ki je bila pač takrat del Nemčije, torej danes pod avstrijsko oblastjo, oziroma danes pač Avstrija. Primer, seveda, tudi Madžari, na Madžarskem so seveda upoklicevali v vojsko, med drugim seveda tudi porabske Slovence. To je primer neke fotografije enega porabskega Slovenca, ki je pač tragično končal. To pa je posnetek iz Sarajeva, ki je bilo taborišče predvsem za koloniste, oziroma predvsem so izseljevali te Slovence, ki so kot kolonisti med obema svetovnima vojnama prišli v Prekmurje na pač izpraznjena zemljišča. Te so zdaj recimo Madžari, ki so spet prišli pravzaprav na isti prostor, kjer so bili do 1918. Te so množično preseljevali v koncentracijske taborišče v Sarajevu. Imamo potem pa posnetek recimo tudi zgodbo nekoga, ki je bil otrok, ki so ga potem iz Sarajeva prepeljali v Vojvodino in je celo vojno preživel v Vojvodini, starši po taborišču, in so se potem po vojni, kako je oče prišel po njega, torej po sina in hči, bila pa stara takrat, ko so jo odpeljali, mislim, da manj kot 10 let. Dobro, knjiga se pa potem dotika še enega drugega problema, namreč povojnega poobračunavanja za Madžare. Namreč grad v Slovenskih Goricah, tam, ki je za prizadete osebe Hrastovec je bil taborišče za konfinirane Madžarov iz Prekmurja, tudi žrtve. Na koncu sta pa zdaj tiste dve, ki sem jih rekel, zdaj sta pa dve malo posebne zadevi, namreč dve knjigi, torej Okupacijske meje, tisti zbornik, ki sem ga prvega omenil, pa ono razkosno Slovenije, ki je nekje vmes, smo se odločili prevesti v angleščino, zato da je zadeva dostopna mednarodni javnosti v celoti, ne zgolj po povzetkih, ali pa s kakšnim Google Translatom iz PDF-ja pač skopira in prevaja. Potem smo si pa privoščili še nekaj in smo pravzaprav stvari poslali direktno na določene targetirane knjižnice od Amerike do Evrope, češ tu imate, pa si pogledajte stvari. Za konec, to je, ker je že šlo, zato bom to knjigo še povedal, še ena knjiga bo predstavljala avtorica sama, ena knjiga, ki pa tik pred izidom že diši, bo pa tudi avtor predstavil, tako da jaz sem končal stole. To pa je najnovejša zadeva, to smo izdali v sodelovanju z oddelkom za geografijo, zato je tudi označeno, da je knjiga išla v zbirki Geograf, pa v zbirki Historija. Gre pa za obsežno branje, namreč 1800 strani teksta obeh zvezkov Dušana Pluta o ekosistemski družbeni ureditvi. Torej, analiza kako je, analiza historično v smislu, kako so nekoč že razmišljali o drugačni družbeno-ekonomski ureditvi. Recimo Kosar, zelo nadrobno analizira, in kakšne so vizije, seveda človek, ki je to pisal, je lahko tisti, ki to napiše, Dušan Plut, ki ga seveda poznamo ne zgolj kot člana predsedstva, ampak predvsem kot ekologa, še izpred časov, ko je bil član predsedstva.